Urška ima vročino, zato je namesto v službo odšla v zdravstveni dom, kjer ima izbranega osebnega zdravnika. Pravica do uporabe javnih zdravstvenih storitev ima Urška zato, ker je prijavljena v obvezno zdravstveno zavarovanje. To z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklene njen delodajalec. Vsi zavarovanci imajo pravico do izbire osebnega zdravnika, zobozdravnika, ženske tudi do ginekologa. Tudi Urškina otroka Miha in Vesna imata sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje prek Urškinega delodajalca. Otrok je do 18. leta starosti zavarovan kot družinski član, če se šola naprej, pa do konca študijskega leta, v katerem dopolni 26 let. Vsi zavarovanci imajo tudi kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo morajo predložiti ob vsakem obisku v zdravstveni ustanovi. Osebni zdravnik po pregledu ugotovi, da Urška za zdravljenje potrebuje zdravila in ji napiše recept zanje. Z vključitvijo v obvezno zdravstveno zavarovanje Urška dobi pravico le do osnovnih zdravstvenih storitev. Če bo pri okrevanju potrebovala na primer bolnišnično zdravljenje, specialistični pregled ali operacijo, bo to morala doplačati. Prav tako je potrebno doplačati za zdravila, ki jih dobi v lekarni. Urška je zato sklenila tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To ni urejeno prek delodajalca, ampak zanj vsak mesec plačuje določen znesek izbrani zavarovalnici. Torej, ko zbolimo, gremo k zdravniku po svoji izbiri. Zdravnik in zdravila, ki jih dobimo, pa so plačani iz denarja zavarovalnic, ki mesečno namenimo del denarja. A trenutno pri nas okoli 130 tisoč ljudi, ki imajo zavarovanje urejeno tako kot Urška, kljub temu ne more do osebnega zdravnika in vseh zdravstvenih storitev, ki bi jih s tem pripadale.